Včeraj je bilo v Novi Gorici 40 stopinj Celzija in po napovedi danes kaže, da bo mogoče samo kakšna stopinja manj. Spet je prišel ta vročinski val in tokratni video je zgodba o tem, da sem tudi jaz samo navaden rekreativec in da ni vsak krog z ikoničnim vzponom in fenomenalna tura, ampak pridejo vmes tudi taki, ko samo greš na kolo, da malo zavrtiš noge in se nekako prebiješ v naslednji dan. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Kakor že tolikrat doslej, se tudi danes v tej vročini umikam na tole senčno kolesarsko stezo ob reki Soči, kjer nameravam narediti samo kakšnih 30 km. Preden sem pa šel na izlet po tej kolesarski stezi, sem se zapeljal čez ta naš Solkanski most. Visok je približno 60 metrov in se lepo razpenja čez reko Sočo. Tukaj občasno, tudi danes, izvajajo bungee jumping in če koga zanima, kako to izgleda, si lahko prije pogledati ali pa celo sam skoči in doživi ta adrenalin. Čisti adrenalin, nimam kaj reči, ampak za mene je dovolj adrenalina že samo, ko jih gledam, ne da bi skočil jaz. Severno od tega betonskega mostu je pa star železniški kamniti most. To je most z največjim kamnitim lokom na svetu. Ima kar 85 metrov širok lok in je res vredno gledati. In če ne drugega, ko pridete v Solkan, obvezno pridite vsaj tle na ta most in si naredite en lep trenutek dneva. Vreme je sicer tako vrljivo, zgleda tako oblačno in tudi piha, ampak je bilo že pred 8 uro 26 stopinj Celzija in že okrog 10 dopoldan bo šlo preko 30. Ta naša kolesarska steza ponuja resen dober umik, malce zaradi tega, ker je precej senčna, in pa tudi ta občutek, ko se voziš ob reki, ob tej vodi, je tak, se ti zdi, kot da te malo hladi. Čeprav čutim že zdaj, kako je toplo in predvsem soparno, in tle, čist na taki ravni cesti, imam pulze čez 135. Je pa fajn tudi zaradi tega, ker ni prav popolnoma ravna, ampak je tako valovita, gre gor in dol in na 10 kilometrih narediš 100 višincev. Tako da sem znotraj tistega 1%, ki ga hočem doseči na vsaki vožnji in pa tudi na koncu v letnem seštevku. Živjo. Srečal sem že par tekačev in kolesarjev, ampak se mi zdi, da gremo vsi prav tako zelo lepo na easy. Nobeden ne pretirava in se zaganja. In tudi tako je kdaj pa kdaj super. Zakaj pa ne? Jaz predvsem zasledujem svoje višince, ker, kakor sem rekel, 1% je tista magična meja, ki jo želim doseči. In na Madžarskem, ko sem naredil 200 km okrog Balatona, mi lahko verjamete, da nisem imel 2000 višincev. Tako da sem še zmeraj enih 1500 višincev v minusu, kar je seveda po eni strani samo moja številka in moj problem, ampak lih toliko je tisto, da me žene, da probam to doseči. Ampak res je pa ta kolesarska steza čudovita, sploh tako, kadar je senca in ko na njej ni dosti ljudi. Mislim, da jo ni boljše destinacije, kadar štartaš iz Nove Gorice, ne glede na to, v katero smer si hočeš iti. Čau. Čau. Prišel sem do stopničk. Tukaj se najbolj korajžni kar peljejo dol po tej klančini. Jaz si pa ne upam. Je pa zanimivo, kako po vseh teh letih kakšnega kolesarja še zmeraj presenetijo te stopničke, ker niso vsi seznanjeni, da so tukaj in da moraš se stopiti s kolesa.
Sem pa videl tudi že fanta, ki se je tudi gor peljal po klancu. Čeprav je zelo ozko in strmo, ampak mu je uspelo. Vse gledalce, ki se zanimate za nakup opreme Sirocco, moramo opozoriti, da trenutno traja akcija teh kolesarskih hlač. Popusti so od 50 do 65%. Meni so pa poslali mail, da na mojo kodo dobiste še ekstra 15% popusta. Kar se mi zdi super ugodno, če kdo to rabi, naj pogleda na spletno stran in preračuna, če se mu splača. Tukaj od spodaj bom dal tudi svoj specialni link in pa uporabiti morate kodo RBASLO, če hočete, da se vam ta ekstra popust še posebej prizna. Pravim pa to zaradi tega, ker akcija traja samo do 3. avgusta 2026. Pol je pa konc teh popustov. Na tale očala Revorej imam pa zmeraj 26% popusta. Popolnoma enak sistem, uporabite moj specialni link in pa kodo RBASLO. Bližam se zaključku kolesarske steze. Tukaj je še drugi tunelček na tej poti. Potem pa sledi rahel vzpon na glavno cesto, ki pelje v Brda. Tam se pa spustim dol v Plave. Tle takoj za tunelčkom gor je kar 10%, ampak je pa kratek. Potem sledi še en bolj nežen vzponček in bom na glavni cesti. Je pa neverjeten vpliv te vročine in vlage. Od Solkana do tukaj sem prevozil 10 km in moj povprečni utrip je 141, kar je res neverjetno. Tukaj pa zdaj glavna cesta, po kateri se spustim v Plave. Prišel sem v Plave in tukaj ponavadi opozarjam, da je treba ostati na istem bregu Soče in nadaljevati pot po stranski cesti. Tokrat bom zavil na most in bom šel čez, ker vam bi rad pokazal en čudovit vzponček tukaj iz naselja Plave gor. Se pa samo na hitro ustavim tukaj, da vam pokažem, kako lepa in spokojna je Soča v takem poletnem jutru. Prečkal sem Sočo in naredil tisto, kar zmeraj govorim, da se ne sme delati. Ampak z razlogom, zaradi enega lepega vzpončka, se pa to splača narediti. In poleg tega vam ni treba narediti nobenega kosa poti po glavni Soški cesti. Evo, tole tukaj je glavna Soška cesta, ki gre iz Nove Gorice proti Tolminu in Bovcu. Samo prečkam jo in grem za smer Paljevo. Tale vzponček Plave Paljevo je zelo, zelo lep, brez prometa, razen če slučajno srečate domačina. Precej je v senci in tudi ni preveč strm. Ne vem prav točno na pamet podatkov, ampak mislim, da je dolžina približno 2,8 km in dvigneš se lahko za kakšnih 220 metrov. Se pravi, tam okoli 7% vzpon. Jaz sem dal lepo v drugo brzino in nastavil en tak zložen tempo 10 na uro in zdaj lepo meljem tle gor. Itak bom tik-tak na vrhu, kaj je tako kratko. Tukaj je malo ven pokukalo sonce in lahko takoj vidimo, kako lep je asfalt na tej cesti. Popolnoma nič uničen in glede na to, da se bom vračal po isti poti nazaj, me ni treba skrbeti, da bi naletel na kakšen grd jašek ali udarno jamo. In taki vzponi
ki so za specialko nekakšna slepa ulica, zato ker se moraš na koncu obrniti in iti po isti nazaj, so zelo pogosto spregledani in manj obiskani, ne glede na to pa so vseeno zelo lepi in tudi koristni za vadbo. Tukaj je še ena 180 stopinjska serpentina. Ene 3 ali 4 so na tem vzponu, kar kaže na to, da te naklon res nikjer ne bo presenetil in da lahko res voziš v enakomernem tempu. Prišel sem v Paljevo in uradni vzpon na Stravi se konča tukaj, jaz grem pa še naprej čez vas, pa gor do vrha, čist do konca asfalta, kolikor se da. Vzpon do table Paljevo je dolg 2,4 km in do tam narediš 200 višincev, tako da zdaj imam pa tle naprej še kakšnih 400 metrov in pa še dodatnih 20 višincev. Zelo, zelo lepa cesta. Prav super je. Na koncu vasice je Y križišče. Pokazal vam bom obe smeri, najprej desno, ker je manj asfalta, je pa tukaj oznaka za pot 3 svetišč. Vidiš, po par 100 metrih tukaj pridemo do makadama. Zato pravim, da je ta pot slepa, če pridete s specialko, če pa pridete z gorskim kolesom ali pa z grevlom, imate pa tukaj pot naprej in lahko pokrijete cel ta greben proti Sveti gori, proti Banjški planoti, Baske, Grgarske ravne. Ni da ni, cel Trnovski gozd je lahko vaš od tukaj naprej. Zdaj grem pa nazaj, pa vam pokažem še ta drugi krak Y. Evo, tle pa zdaj še na drugi krak. Je pa lih tako še par 100 metrov asfaltiranega vzpona, pol je pa konc ceste. Sej, kdor rabi točno videti, kje sem se vozil, pa lahko pogleda na mojo Stravo, se bom dal link od spodaj v opis videa. Evo, tukaj se pa pride do te lovske koče in tukaj lahko samo obrneš in greš nazaj, ne glede ali si s specialko ali s kakšnim drugim kolesom. In tako, kot sem kazal, da je označena ta pot 3 svetišč, kjerkoli vidite te oznake, lahko nadaljujete pot peš ali pa z gorskim kolesom, zato ker to je pot, ki povezuje 3 svetišča. Eno je naša Sveta gora, potem je Marijino Celje na Ligu in pa Castelmonte oziroma Stara gora nad Čedadom v Italiji. Krasna pot, nekaj čez 90 km, za tiste, ki imate radi take malo daljše izlete. Jaz imam pa zdaj tukaj 16 km in pa 395 višincev. Nazaj domov bom šel po isti poti, se pravi, bom imel 32 km, višincev imam pa že zdaj dovolj za 1%. Zdaj se spustim dol, na spustu je treba biti previden, še zmeraj se lahko zgodi, da pride nasproti kakšen avto ali pa še rajši kakšen traktor. Naklon ceste je tak, da lepo leti, zato svetujem, da greste dol po pameti. Sem skoraj pozabil slikati specialko, tako da sem se zdaj ustavil tle na tem spustu, pa naredim hitro eno fotko. Tako. Super. Evo, zdaj pa šibam lepo naprej.
Na koncu spusta pridemo do glavne Soške ceste in tukaj res previdno, ker je dosti prometa. Obvezno se ustaviti pri tem znaku stop. Ok, je fraj. Za mostom pa kar tle noter levo in pol kakšen kilometer naprej se preklopimo nazaj na našo kolesarsko stezo. Ampak ste videli, kakor nisem bil na stranski cesti, tako je šlo 5 avtov mimo. Je turistična sezona in še vikend povrh vsega, nimaš kaj. Na koncu vasi Prilesje smo spet na kolesarski stezi ob Soči. Včeraj mi je pisal kolega Simon na Instagram, da bi bila mogoče dobra tema za video, da bi posnel nekaj o tem, kako kolesariti v tej najhujši vročini. Ne vem, pejte na pot čim bolj zgodaj, da izkoristite nižje temperature. Če pa se znajdete nekje res v hudi vročini in na soncu, ne pretiravati, vzemite si čas za počitek in pač izkoristite kolesarjenje za uživanje, ne pa za trening. Imejte s seboj dovolj tekočine, zato da se hidrirate, ampak ne samo navadna voda, tudi kakšni elektroliti noter, zato ker v vročini še toliko hitreje zgubljate soli in minerale in to je treba na nek način nadomestiti. Pozanimajte se po poti, kje bojo kakšni vodni viri, da boste lahko tudi dotankali, če bo potrebno. Na tej kolesarski stezi to ni noben problem, ker je na 5. kilometru vmes pipa, ki vam jo bom zdaj nazaj grede tudi pokazal. Oblečite se v taka svetla, lahka oblačila in pa namažite se s kakšno kremo za sončenje, zato da si zaščitite kožo. Kaj več od tega, jaz ne moram biti pameten, pač se mi zdi, da je to tisto, kar ti itak zdrava pamet govori. Res pač previdno in mogoče izkoristimo teh 40 stopinj malo več za počitek in malo manj za treniranje. Se mi zdi za danes, da sem kar dobro izkoristil, dosti sence polovil in kljub temu naredil dosti višincev. Sem že na stopničkah in vodni vir je čez 1 kilometer, oziroma kadar prihajate iz Nove Gorice, je vodni vir nekje na 5. kilometru poti, 1 kilometer pred stopničkami. Čau. Ja, kar dosti kolesarjev bom danes srečal še. Čau. Se jih večina tako odloči, da izkoristijo dopoldne in se potem skrijejo v senco ali pa pod klimo. Evo, vodni vir je pa tukaj v tem senčnem predelu. Je narejeno kot eno tako počivališče, ograja se malo razširi in je zraven ceste pipa, ki jo ne morete zgrešiti. Čeprav je danes taka krajša tura, vseeno pa še malo počitka v senci in osvežitve. Tam na drugi strani reke se pa sliši, kako odmeva promet iz glavne Soške ceste. Ok, še 5-6 kilometrov pa bom doma. Zdaj ob povratku je ura že 9:30, sonce pošteno kuri,
Mislim, da je že 30 stopinj, škržati pojejo. Ampak taki senčni predeli so tisti, ki ti potem vse skupaj spremenijo 10-krat na boljše. Kakor sem rekel na začetku, ne more biti vsaka vožnja super dolga in epska in vsak vzpon ikoničen, ampak vožnja je točno toliko lepa, kakor si jo sam narediš, in vzpon je točno toliko ikoničen, kakor si ga sam narediš. Jaz se pa tudi vsake toliko potrudim, da še vam pričaram kakšno lepo vožnjo in kakšen super lep vzpon. Želim vam varno in srečno vožnjo, lep preostanek tega poletja, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!